Lep dober večer, tudi v mojem oziroma v najinem imenu, kaj ne, Borut. Začnimo z enim takim čist splošnim vprašanjem, ker me to pravzaprav vedno zanima. Ne? Človek dobi Kresnika, to je njegov literarni prvenec. Borut, to pomeni veliko spremembo zdaj v tvojem življenju, ne? Sej, pač torej ne mislim zdaj nekaj kolosalnega in tako naprej, ampak a ti omogoči nekaj ustvarjalnega miru, a ti omogoči, ne vem, odziv na knjige, ki jih napišeš in potem, ne vem, spremljaš torej mnenja, kritike, poznavalcev. Kaj je tebi ta cela zgodba dala, no? Sprememba ni Kresnik, sprememba je to, da sem začel pisati. Prav, to vsega dosti nazaj. Sam Kresnik ni neke hude spremembe prenesel, ti ne bi rekel, da olajšanja, ker so s tem povezane tudi obveznosti, različni dogodki in podobno. To ne. Največja sprememba je, kot rečeno, samo pisanje. Ta prehod iz ene faze, iz prevajalstva v pisanje, to je zame zelo pomembno, nek dogodek, katerega sem dolg časa čakal v življenju. Sem že mislil, da ga sploh ne bo. To je tisto glavno. Kresnik pa zdaj je pa to en taka pomembna zunanja potrditev, ki sem si jo zelo želel. In je pomembna med drugim za naprej, zato da bom lahko lažje vozil pri naslednjih projektih, ker zdaj mi je že jasno, da bom pisal naprej. Pravi, da to ni zadnja knjiga. Trenutno že pišem tudi naslednjo. Tako da to mi je malo lajša situacija v tem pogledu, da bom lažje recimo pridobival sredstva za naslednjo knjigo, da bom imel en kontingent bralcev, na katerih bom lahko računal, na katere bo lahko računala založba. To pomeni, da bodo na knjigo usmerili svojo pozornost prevajalci v druge jezike. Z enim kolegom iz Bosne sem se pogovarjal, oba prevajava iz ruščine, me je prosil za knjigo. Ko je šla, je rekel, ja, vse je v redu, ampak če ne bo nagrade, ne bo prevoda. To je jasno. Ne? Takšna so pravila igre v tem svetu, on mora nekaj pokazati svojim urednikom tam, da pridobi sredstva in tako naprej. V tem pogledu so te nagrade izjemno pomembne. Poleg tega, da gre čisto za neko tako potrditev, zadoščenje, ki ga dobiš, ker neko usposobljeni bralci presodijo in da je knjiga dobra. To mi tudi seveda zelo veliko pomeni, čeprav moram reči, da je bilo dosti pozitivnih kritik že pred tem, pred samo nagrado. Tako da sem imel tudi to potrditev že odprej. Torej, če sem te prav razumela, ta medijska pozornost je prej v breme kot nekaj, česar bi si zelo, zelo želel. Ampak ponavadi, ne vem, recimo pisatelji dostikrat tudi pravijo, da rabijo ta stik z svojo bralsko publiko, da pričakujejo njihova vprašanja, da so jim zanimivi njihovi komentarji, ker iz tega nekaj dobijo. Zdaj, dostikrat se sprašujem, kako v resnici iskrene so te izjave, ne? Kaj pravzaprav si človek lahko obeta od literarnega večera? Ja, to je zelo si želiš dobiti odziv, ampak ta odziv mora biti tak, da lahko vsaj minimalno računaš na neko iskrenost, objektivnost človeka, ki ti to govori. Če on to tebi govori osebno, iz oči v oči, pa skoraj gotovo to ni iskreno. Ne? On bo to pač tako priredil, da ne bo zate boleče, če mu recimo knjiga ni bila všeč. To, kar jaz najbolj pogrešam na slovenskem kulturnem področju, česar je veliko v ruščini, je ta masa bralskega občinstva, v kateri se posameznik skrije in lahko izreka iskreno svoje mnenje v knjigi. Ne? Iz nekih daljnih mest veš, da ga nikoli ne bo srečal in pol na različnih spletnih forumih, kjer se debatira o knjigah, ljudje odkrito o tem govorijo. Ne? In tam je res ogromno odzivov, dobijo ti boljši pisatelji in se lahko avtor orientira na njih. Ne. Pri nas pa zdaj imamo kritike, to je bilo zdaj prvič najpomembnejše zame. Kritik je spet se izpostavi kot prvič bo on stoji s svojim imenom in priimkom, ker je majhen kulturni prostor, se spet vsi poznamo in veliko moraš brati med vrsticami, da uganaš in še ne veš, a si res uganil to,
ali mu je bila knjiga všeč, ali mu ni bila všeč. Jaz sploh sem zelo slabo poznal slovensko literarno sceno, dokler nisem začel pisati. Nisem poznal niti kritikov, niti pisateljev naših. Jaz sem spremljal slovensko literaturo redno, se pravi to, kar je sproti izhajalo predvsem v 90-ih letih, pa nekje do izida Katarine, Pava in Jezuita. To je bila zadnja taka velika knjiga, ki me je tako prav pretlesla. Pol pa sam še kakšne posamezne knjige, glavnem Jančarja, no, če sem čisto iskren. Tako da nisem poznal ne avtorjev, ne kritikov, ne kdo je v kakšnem odnosu s kom in še zdaj to vem samo približno, ker živim tam nekje na podeželju in spremljam to dogajanje predvsem prek spleta. Tako da to je osvobojujoče, ne? V bistvu. Fino je, da ne poznaš. Pogrešal sem zelo odzive in sem spremljal na spletu, če sem le kaj dobil, da bi videl, da bi kdo kaj povedal v knjigi. Nekdo, ki me ne pozna, to me najbolj zanima, kako je. Ne to, da mi pove tam neki moj znanec, vem, da mi bo povedal tako, da bi meni to všeč. No, predvidevam, da torej v pripravah na ta pogovor sem seveda pregledala kritike, recenzije, ki so bile napisane torej za Agni. Predvidevam, da vseh teh ljudi, ki so pisali, pravzaprav ne poznaš. Ta feedback, ki si ga dobil iz kritiške javnosti, je bilo nekaj, kar je bilo vredno prebrati, pomembno zate? Zame zelo pomembno. To sem nestrpno čakal, ker sej kritike zdaj sem jih že spoznal, zdaj vem, kdo je to pisal, pa to nasplošno so bile pozitivne, tako da se jaz ne morem pritoževati. Bili so zapisi v zvezi z nagradami prej, ker je dobila knjiga nagrado za prvenec, tako da to ni zdaj Kresnik padel čistko na sveže. Vendarle je knjiga zunaj že leto dni. Dobro, Borut Kraševec je seveda nam vsem poznan kot odličen prevajalec iz ruščine. Za sabo imaš res, mislim, takšno bero romanov, ki si jih prevedel, da se pravzaprav zdi kar presenetljivo, kako si to zmogel pravzaprav v 2 desetletjih, kolikor prevajaš. Ampak Agni je vendarle, kot si dejal, prvenec in ta transformacija iz prevajalca v pisatelja je seveda nekaj, kar nas tudi zdajle zelo zanima. Prebrala sem, že kot otrok si nekako zaznaval, vedel, razmišljal o tem, da bi bilo tvoje življenje lahko povezano z besedo oziroma s pisanjem. Se spomniš teh zaznav, kako je to bilo pravzaprav? Ja, veliko sem bral, že od najzgodnejših let, kakor se spomnim. Mama mi je govorila, da nisem mogel zaspati, ko sem bil star 2 leti, če mi niso na glavo položili odprte knjige. Koliko je bilo to? No, jaz verjamem, da je bilo tako. Ne vem, če je bilo to stalno, ampak res sem zelo veliko bral, že zelo zgodaj, tam nekje pri 7 letih sem postal reden bralec in obiskovalec knjižnice. Tako da sem samostojno hodil v knjižnico in tam jemal knjige in prebral tisto, kar sem dobil takrat, pač takrat bolj to otroško literaturo. Bobre pod svobodnim soncem od naših, Karla Maja. Jack London je bil moja prva velika ljubezen, tak prehodni avtor od bolj pustolovske literature k resnejši. Martin Eden je bila prva taka knjiga, ki me je počela tako odraslo, bi rekel. Potem sem pa res toliko ogromen bral, in pisal sem spise, tudi v skladu s tem, ker sem pač veliko bral, sem pol tudi pisal, toliko boljš avtomatično in dobro sem pisal spise, hvalili so me v osnovni šoli, v srednji šoli, tako da mislil sem, da bom potem začel pisati, ko bom kakor toliko odrasel. Potem, ko je prišel čas, tam osamosvojil sem se enkrat po 20. letu zares, mislil tam okrog 25. leta, zdaj so bili ti zunanji pogoji, so bili za to, da bi začel pisati, ampak ni bilo notranje potence, ni bilo tega notra. In nič se ni dalo narediti, tam po 2-3 stavkih bi bilo jasno, da to ne gre, da je brez veze. In pol res nisem pisal in pol okrog 30. leta sem celo pozabil na to za daljše obdobje, ker so me zanimale bolj druge stvari, bolj družinsko življenje, tam vrtnarjenje in podobno. Prevajanje je ena mestna faza med mano kot bralcem in mano kot avtorjem. Vmesna faza
ki mi je pomagala predvsem pred tem, da sem se naučil pisati. Tehnično sem se usposobil. Naučil pisati v najosnovnejšem pogledu, se pravi, da sem se naučil postavljati vejce, pravopisa, podobno. Hkrati sem se pa naučil veliko različnih postopkov, različnih pripovednih tehnik. In ko sem potem začel osebnostno dozorevati, enkrat po 40 letu, mi je to prišlo prav. Zdaj, sam ta preskok je pa zmer malo skrivnosten. Preskok iz prevajalca, zdaj že iz prevajalca v avtorja. To čutiš, nekaj si začel premikati znotraj. Nekaj si začel, en nemir se je pojavil. Jaz si predstavljam tako, kot recimo seme, če bi vzel ječmena, ne vem, pšenice, pa bi ga namočil, bi se noter začel nekaj dogajati. Potem bi ta kal prišla ven. Ne. Prej ali slej v takšni ali drugačni obliki. Bile so še dodatne zunanje spodbude. Recimo knjiga, ki sem jo prevajal, tik preden sem začel pisati, je bil Samostan, Prilepina. Jaz jo tako ocenim, ko sem jo delal, sem se zavedal, da je to pomemben tekst in tudi zelo zahteven, čisto jezikovno, in sem se zelo vrgel not, zelo sem se potrudil, da bi ga naredil čim boljši. In to je bila ena dodatna spodbuda. Jaz sem sicer mislil, pred leti sem poslušal Janeza Gradišnika, ki je govoril v zvezi s tem, da prevajanje precej požre to potrebo po ustvarjanju. In jaz sem mislil, da bo to tako tudi v mojem življenju. Tako kot je on takrat rekel, ne, da te to zadosti in da potem nimaš več želje po pisanju, ampak pri meni se je pa zgodilo, da je to nek ekstra napor pri prevajanju spodbudil še mene samega, da sem si želel napisati podobno, ne podobno kot Prilepljen, ampak nekaj svojega, svojo vsebino. Je pa res, da sem tudi od njega in potem od Stepnove, ki sem jo prevajal kmalu za njim, prevzel nekatere pripovedne postopke, ki so, kot se je potem izkazali, celo izvirajo naprej, Nabokova in tako naprej. To pa in še neki pretresi v osebnem življenju, take stvari, vse to se je združilo in me nazadnje pripravilo do tega, da sem res poskusil nekaj napisati. To je bila najprej ena tako, no. Psihično sem se že pripravljal, tudi zavedal sem se, da bi napisal roman. In sem zbiral gradivo zanj, zbiral sem metafore in ko sem se enkrat zapisal eno tako metaforo, sem pomislil, kaj če bi tole poskusil predelati v krajši literarni tekst, v pesem, v prozi. To sem res pol naredil še istega večera in to je bil sploh prva stvar, ki sem jo napisal. Ne. Tako se je začel. In pol, tisto mi je bilo tako všeč, že sem pol v 2 tednih napisal še 15 takih stvari. Med njimi so bile nekatere, ki so potem izšle pol leta pozneje v literaturi. Tudi zame že še zdaj pomembni teksti kot Kunec, Sifon, ki jih sam štejem kot uspešne. Res, da sem jih medtem potem še precej popravljal, ampak že čist prvi teksti so bili taki, da so bili pol tudi objavljeni. Ko sem jih pokazal Čučniku, mi je predlagal uredniku na literaturi, da jih najprej objavljam pri njem, potem izdam pri njem še zbirko kratke proze. Tako je prišlo do knjige, do dogovora o knjigi. Ne. Potem sem si skiciral tak kratek načrt za več drugih proznih tekstov, ki bi jih še uvrstil v to knjigo. Med njimi so bile 3 povesti. Mislil sem, da bom pač prehajal postopno od krajših žanrov, od krajših zvrsti pripovednih daljšim proti romanu. No in ta Agni, to je bila prva povest od teh 3, ki sem jih imel v načrtu. Potem sem to pokazal Ani Ugrinović, urednici, in ona me je nagovorila, naj to predelam v roman, kar sem potem tudi res naredil. Če se ne motim, si v pogovoru z Marino Stepnovo, torej rusko pisateljico, avtorico Lazarjevih žensk, ki si jih seveda ti prevajal v slovenščino, da ti je ona svetovala, da ključno pri tem, ko pišeš roman, je dober urednik. A imam prav? Ja, točno tako je. Jaz sem,
to prvotno povest Agni sem končal ravno, ko sta Stepnova in Prilepin prišla na sejem knjižni. Ona mi je takrat svetovala nujno urednica, nima veze, izkušenega, ker to, da sem to sam začutil, veliko potrebo sem imel po kvalificiranem bralcu, ki mi bo pomagal, ker kmalu sem ugotovil, da prijatelji, ki jim dajem knjigo v branje, da več kot toliko ne morejo, ne, zmogli so te krajše tekste, miniature, toliko si človek že vzame časa, sam za povest, da boš pa cel večer sedel, si tam zapisoval, razmišljal, kaj bi bilo tle narobe, kaj ne, zato si je navaden, prijatelj, ne more si toliko časa vzeti za to enostavno. Tako da sem pol se raj zmenil s poklicno urednico, da to upravi za honorar in tako, kot je potrebno. Ne. Stepnova mi je rekla, ja, da to za 1/3 izboljša tekst. Ne. To je malo smešno, da se tako zato uporablja številke, ampak številko zdaj uporabljam bolj zato, da nakažemo, da res ne gre za neke kozmetične popravke, ampak za take kapitalne spremembe, kot so tudi kompozicija, konfiguracija likov in podobno. Moje najno sodelovanje zadnjo se je izkazalo za zelo uspešno. Ana Ugrinović, dame in gospodje. Nekje si rekel, da praktično na vsaki strani tvoje knjige so sledi Aninih uredniških posegov. Ja, na vsaki strani, ja. Zdaj, čisto na začetku mu je precej porezala. Takrat so še precej tipala, niso vedela, kako bi bilo smiselno. Ko sem jaz začel dopolnjevati to prvotno verzijo, sem naredil to napako, da sem mi prehiter pokazal tisto, kar sem prvo naredil. Češ poglej in pol je šlo upravičeno ogromno stvari ven. Takrat sem tudi sam bolj previden postal in pa sem potem bolj pazil na to, na ves ta balast. Je pa tako, da tudi zdaj po izkušnji prve knjige vidim veliko več, kot sem na začetku, ko sem pisal. Bolj si predstavljam to, kaj bi šlo, kaj ne bo šlo. Še zmeraj pa nujno potrebujem bralca. Nujno potrebujem bralca. Ne samo urednice, ampak tudi kakšne bralce, ki se spoznajo na konkretno področje, s katerim se roman ukvarja, zato da popravijo kakšne stvarne napake, kakšne take neumnosti, ki jih naredim, ker ne poznam toliko dobro tistega področja, v katerem piše. Ne Slovenije nasploh, ampak področja, v katerem govori roman. Ne geografskega, ampak tako. Se upravičujem, če kdo to že slišal, ker dejansko sem to vprašanju že nekajkrat omenila, ker se mi zdi tako fantastična zgodba pravzaprav, ne. Prav tukaj smo se enkrat pogovarjali z Veliborjem Čolićem, bosanskim pisateljem Sarajevskega omnibusa, pa priročnika za migrante in tako naprej. No, in on zna zelo tako pretresljivo pravzaprav razložiti. On piše za Gallimard, ki je recimo, ne vem, Mercedes francoskega založništva, in on je dejal takole: vsakič, ko pridem do urednika oziroma urednice na Gallimardju, odhajam pretresen, pokončan, izmučen, z mano je konec, preklinjam sebe, njo in si zagotavljam, da nikoli več ne napišem niti vrstice. Naslednji dan, ali pa ne vem, ko se lotim spet dela, ugotovim, da je ta človek, ki sem ga včeraj tako preklinjal, imel pravzaprav, vsaka beseda je bila pravilna in bistveno lažje se lotim dela. Ja, to je zdaj malo potencirano, bi jaz rekel, to, kar on govori. On je zelo slikovit v teh svojih. Jaz pač imam urednico, ki mi jo niso dali od zunaj, ampak ker sem jo sam izbral na podlagi svojih izkušenj pri prevajalskem delu. Najprej sem ji dal stvar za preblač, da vidim, če je vsaj toliko všeč, da bi bilo smiselno. Pomembno za ustvarjalni, za sodelovanje med urednikom pa avtorjem je to, da je uredniku vsaj približno všeč to, kar avtor dela, če ne brez veze. No, njej to všeč, on mi tiste stvari, ki mi jih je popravljala, prva reakcija je taka. Kaj boš ti mene učila, kaj pa ti veš, pa to ti si emocionalno navezan na to, kar si že naredil, to je vgrajeno noter, ta popravek bo sprožil tam 10 drugih, to bo treba zdaj vse predelati in si mišljal, koliko dela bom imel, pa to, ampak to res mineta 2 uri in previdiš, da je to res treba popraviti in pol se lotiš dela, drugače ne gre. Je pa pomembno zdaj za avtorja samega, da je on odprt za te predloge, ki jih daje urednik, oziroma urednica, da
Če ne je nesmiselno, zakaj bi jo pol sploh najemal, če ne zato, da mi pove, kaj se zdi napačno. Ja, kako je že Ana dejala o tebi, ste se vi sami zavedali, da imate pod peresom literarno odličnost, ki bo nagrajena, ki bodo kritiki hvalili? Ne najdem citata, ampak Ana je rekla nekaj v tem smislu, da s tako samokritičnim in s tako dovzetnim avtorjem pravzaprav še ni delala. A sem prav to povedala? Ne? Ja. No, njeno mnenje, jaz težko A je rečem. v Sloveniji, recimo, ko si iskal urednika, je v Sloveniji veliko urednikov, si kar moral izbirati med širno Slovenijo in literarnim svetom, se ti je ponujalo toliko možnosti ali je... Ne, toliko možnosti spet ni. Jaz pravim, glede na izkušnje, ki sem jih imel z njo kot urednico mojih prevodov in korespondenco, sem presodil, da bi bila ona primerna. Drugič, ona je bila takrat prosta. Tudi to je pomembno, ker je ravno prihajala s porodniške in sem mislil, da bo mogoče bi imela čas. Ti uredniki, izvršni uredniki na založbah večjih so glavno preobremenjeni. Tam je brez veze, da se lotevaš. No, to je bilo moje vprašanje. Drugič, če poznaš človeka, recimo, če sam kaj piše, pa če ti ni všeč, recimo, tudi če je urednik, jaz tudi za tega ne bi šel k njemu. Ker zakaj bi ga, mislim... No, pa potem, ko ste delala in si rekel, celo tisto prvo poglavje sem potem predeloval, metal ven, če se izrazim s tvojo terminologijo, katere so bile tiste, ne vem, dragocene rožice, ki jih je bilo treba negovati in zalivati in kaj je bil plevel, ki ga je bilo treba neusmiljeno. Problem je bil v tem, da sem jaz prezgodaj dal tisto, kar sem napisal. Stvar je bila preveč frišna in se še ni vlegla. Jaz sem jih hotel neko konkretno stvar pokazati. Zraven sem pa poslal tisto, kar je nastalo. Ko ti začenjaš pisati, skušaš predvsem premagati tisto belino prvo. Potem boš pa že tisto porezal, strukturiral in tako naprej. In to, kar sem jaz pač prvič dal, je bil ta še nezrel tekst, nezrelo poglavje, tisto, ki je bilo novo že napisano. Ne tiste prva povest, tiste je bila že obdelana, kakor to. Razumem. Verjetno se ti je ta recept, da si izbiral tematike, ki so ti domače in blizu. Govorili smo že, omenil si že sam, torej vrt, poljedelstvo, družinsko življenje, življenje na podeželju. Najbrž sploh nisi razmišljal, da bi se lotil nečesa, česar res sam osebno zelo dobro ne poznaš. Ja, šel sem po tej liniji najmanjšega odpora. Se pravi, nisem si želel izbrati neke teme, v katero bi se moral dodatno preučevati. Vzel sem pač recimo tukaj Kunce, zato res 10 let se ukvarjam s tem, še več, in poznam temo do obisti. To je bila ena od takih, ena od prvotnih idej, spodbude za tisto prvi vzgib so bile pa spet različne. To je dosti kompleksna stvar. Imel sem pred leti me sin prosil, če bi mu lahko dal eno samico, da bi imel on jo tam. In je res bila, takrat sem mu je dal, on je pa jih malo pozabil na njo. To je bila ena samica, ki je bilo ime Asja. Prvotno se je ta povest tudi imenovala Asja. Ampak potem v procesu dela, ko se je kar naenkrat pojavilo ogromno ognja, sem sklenil, da bi mogoče to tudi preimenoval, da bi samo ime spremenil in je bila potem to Agni kot pomanjševalnica od Agnes. Tako, to je bila ena, recimo, druga je bila ta živalska tema v zraku stalno, neki pogovori z vegani, ker sem videl, da se ljudje sploh ne predstavljajo, kako se živali obnašajo ali pa poznajo samo te hišne ljubljenčke. Tako da sem skušal tukaj odpreti ene nove perspektive, pokazati, kako jaz vidim to iz tega svojega gledišča, iz gledišča nekoga, ki redi živali ali pa se srečuje z divjimi živalmi v okolici. No, na prvo kratko zgodbo, ki si jo objavil v literaturi, je bilo tudi nekaj odzivov, zdaj vzreja zajcev, ko je bilo to zelo praktično prikazano, kako to pravzaprav vse skupaj izgleda. A na Kunec, kratko zgodbo. Ja, na Kunec, ja. Medtem, ko roman je bil sprejet, nisi imel verjetno nobenih, ne vem, vegansko-vegetarijanskih. Na to kratko prozo, ki je šla, jaz ne spomnim odzivov. Mogoče so bili
nekje neobjavljeni, tako izrečeni. No, sprašujem te verjetno za nekega mestnega... Ne, tako ne. Drugače jaz jih nisem doživel, teh odzivov. Tako. Ne vem, ne poznam. No, dejal si že družinsko življenje, torej seveda pisatelju, ko je osredotočen na tisto svoje delo, ne, se marsikaj tudi zgodi, seveda pridejo bolezni, ne vem, družina, vrt, vse, kar ti imaš. Kako to osredotočenost človek najde, ne? Za pisanje tako kompleksnega dela, kot je Agni, mislim, vse te večplastnosti, predstavljam, res rabiš toliko ene koncentracije, vse te pa vleče stran od tistega dela. Kako si to premagoval? No, jaz sem poklicni prevajalec že 20 let in družinski človek, oziroma oče že 12 let. V teh 12 letih sem se fajn natreniral, da jaz pač delam medtem, ko so otroci v šoli ali v vrtcu ali pa ko spijo. Tudi sicer imam svoje prijeme, v ušesa si imam kabinet svoj, prvič. Drugič, v ušesa si vtaknem slušalke s posnetkom šumenja dežja. In če si povezam še slušalke protihrupne od Husqvarne, ki se uporabljajo pri žaganju drv. Tako da takrat dejansko jaz ne slišim tistega kričanja iz drugih sob. Tako pač delam, a ne. Dobro, kaj pa, mislim, kmetovanje, ko je pač treba kositi travo, ko je treba skovati krompir, takrat ne moš ti reči, da sem ravno sredi nekega poglavja, pač narava hoče svoje. Velika razlika med pisanjem in prevajanjem je, da pri pisanju nisi toliko priklenjen na računalnik in tipkovnico. Pisanje je predvsem snovanje. Snovanje tega splošnega načrta, potem vsakega posameznega poglavja, iskanje navdiha, idej, to je ogromno poležavanja, buljanja v strop, sprehodov. Delo na vrtu je tudi zelo koristno v tem pogledu, da se malo odmakneš, vsaj za krajši čas in potem naknadno dobiš kakšno idejo. Prevajanje je sedenje za tipkovnico in nabijanje po njej. Ne? In celo me prevajanje veliko bolj utruja kot pisanje, kar se mogoče čudno sliši, ampak prevajanje je bolj monotono. In telo je stalno v isti legi in zdaj v mojih letih, pri 58, se to že pozna. 48. 48. Ja, že prej se je zelo poznal, zdaj se po vsakim letom bolj. Tako da mi je prav pisanje mi paše in tudi glava je lažja. Što si o tem, da se pri prevajanju, pri prvi redakciji zažene v glavi ena mašina. In ta mašina pol dela tudi, kadar ni treba. Se pravi, greš nekje, se sprehaja, slišiš repliko in ti glava avtomatično vrže prevod ven. In to zelo utruja. To obdobje, prva redakcija je strašno utrujajoče. Tako da sem jaz tudi to tehniko prevajanja spremenil, tako da ne delam več cele knjige od začetka do konca, prve redakcije, ampak naredim eno poglavje, prvo, drugo, tretjo redakcijo in drugo poglavje, tako da se to razporedi, ta napor prevajalski, da je manjši. Ker sem imel že probleme, nisem zdržal takih daljših tekstov. Pri pisanju tega ni. Pri pisanju je bolj, tam so taki mučni občutki, pa nekaj iztiskaš iz sebe, ampak telo je manj obremenjeno, fizično. Celo glava je manj. Pisanje je bolj, te najboljše ideje pridejo v spanju. Greš spat, pa potem zjutraj vidiš, da se je nekaj zgodilo. Da je glava delala po noč in ti daje neko idejo. In to je splošna stvar, znana. Pri Lepeni recimo je govoril za samostan. Zvečer nikoli nisem vedel, kaj bom napisal naslednji dan poglavje. Ampak potem sem se ob 3-4 po noč sem se zbudil, lih toliko, da sem vstal, si zapisal tisto, kar se je zgodilo med spanjem, šel potem nazaj spat in zjutraj delal naprej. Spanje je zelo pomemben tak ustvarjalni, ne bom rekel prijem, ampak tak štosno, ki ga lahko uporabljaš z velikim pridom. Torej, takoj po Agni si ti imel pred seboj v bistvu velik projekt, biografija Dostojevskega. A se je bilo težko lotiti v bistvu zdaj po tem ustvarjalnem obdobju nastajanja Agni, ko si razmišljal o tem, kako te je pisanje že zasvojilo, ko si v enem intervjuju razlagaš, kaj je to ustvarjalni orgazem? To je pač nam, ki ne pišemo, nekaj
Povej nam kaj o tem, kako je to in potem pa znova v rutino prevajalskega dela. Ta biografija Dostojevskega ni bila prva knjiga, ki sem jo prevajal po romanu. Najprej je bil Pelevin, kratka proza, potem je bil Čehov, novele za beletrino, potem je bil ta Dostojevski, po Dostojevskem še Gazdanov, ki še ni išel. No, ampak pisanje bi tako grobo razdelil na 3 faze. Prva faza snovanja, recimo, če vzamemo en tak poprečno dolg roman. 1 leto faza snovanja, 1 leto pisanje, 1 leto popravljanje. Zdaj, prva faza snovanje, pa tretja piljenje, to opravljaš ob prevajanju lahko. Ne? To drugo fazo, ko je pa res treba tista nekaj ustvariti, napisati to na papirju, to je pa treba delati čisto samostojno. To sem kmalu ugotovil, da se prevajanje pa pisanje se tle tepeta, to ne gre. Treba ločiti eno in drugo. Ampak to tretjo fazo piljenja je pa celo koristno, da delaš še nekaj drugega zraven, da prevajaš, ker dobivaš še kakšne dodatne ideje, dodatne besede, najdevaš. Tako da en tak 3-letni ciklus se mi zdaj zdi, bi bil primeren zame za nadaljne delo, ker prevajati je tako treba naprej, zato da se preživiš, da preživljaš družino, ne, sam s pisanjem tega ne bi mogel. Po drugi strani se pa bogatiš. Prevajanje se realno se obogatiš, mentalno vidiš, kako drugi ljudje delajo, dobivaš nove ideje, nove teme in tako naprej. No, ampak pisanje te je zasvojilo na način, kot te prevajanje ni. To gotovo. To, kar je pisanje, je veliko bolj intenzivno, ne, in to so močni pravzaprav rabiš potem, čakaš, kdaj se bo to spet zgodilo, kdaj si boš vzel čas, kako. Torej, zdaj, ko imaš že to izkušnjo prvenca, kako razmišljaš o svojem naslednjem delu? Ne? Je že, ne vem, v tisti fazi, Zdaj že delam že nekaj časa. Tako da tisto, ta hudo je šlo skozi, glede Agni. O Agni zdaj ne razmišljam več sploh. Je pa trajalo še dolg časa je trajalo, najprej tista faza popravljanja, mučno čakanje za to, da je knjiga išla. Jaz sem mislil, da je knjiga išla in bo konc in bom imel mir. Pa se je skazali, da ni res. Pol je to trajalo, sem mislil, bom čakal na recenzije pa to. Ampak ta odvisnost od teksta, ki si ga dolg časa delal, ki si živel v njem, v tem vesolju noter, emocionalna čustvena navezanost nanj. To je trajalo, dokler nisem začel delati naslednje stvari. Ne? Snoval. Jaz mislim, da je to povezano s temi, to je tako močno doživetje in zelo intenzivno, ki bi ga primerjal s tem, kakšnimi adrenalinskimi stvarmi, recimo, ali pa z močno ljubeznijo, z močnim razmerjem. Ko se to sesuje, se potem v duši nastane taka luknja in je treba z nečim zapolniti. Mogoče ni z drugo knjigo. Ne. Jaz sem poskušal zdaj do neke mere uspešno s prevajanjem. Sem se moral fejs zagnati, ko sem te roke lovil, da sem tudi Caraskino, Dostojevskega biografijo pripeljal do konca. Vseeno je bilo pa to še odločno premalo in sproti sem pač nadaljeval z delom na tem naslednjim projektom. A rad govoriš o Agni? Mislim, zakaj te sprašujem? Recimo Bernhard Schlink, ki je bil v Ljubljani 3 leta nazaj, naprimer, mi je rekel že v začetku pogovora, vse mi ne boste preveč spraševali o romanih in kratkih zgodbah, ko v bistvu sem glede tega že vse povedal, sploh ne vem, kaj bi še dodal. Lahko se pa pogovarjam z vami o družbi, o politiki, če želite. Samo ne sprašujte me, zakaj je kakšna oseba naredila to, kar je naredila. Ne? Potem imaš pisatelje drugega tipa, večkrat omenjenim Zaharjem Prilepinom se po mojem lahko pogovarjaš o njegovem romanu en dan, pa ne bo ne njemu in ne tebi dolg čas. Kakšen je pa tvoj odnos do teh novinarskih vprašanj ali pa, ne vem, ali pa bralcev, recimo, ki želijo zvedeti, zakaj je kaj in kako in tako dalje? Jaz sem že 20 let poklicni literat. Jaz vem, kako to poteka, kaj je treba, kaj se od mene pričakuje. In jaz sprejemam pravila igre. Knjigi je treba, sploh v našem času, je treba pomagati uredniku. Jaz ga ne morem pustiti samega na cedilu s knjigo, zdaj se snaži se. Imaš avtorje, kot so Pelevin, recimo, ki so tako znani, da si lahko privošči, da se sploh ne pojavlja v javnosti. On enkrat na leto izda novo knjigo in nihče niti ne ve, kje živi, nobenih intervjujev in tako naprej. To bi bilo prelepo, ne? Čeprav spet ne bi pretiraval, Zanimivo mi je recimo narediti tam 1-2 intervjuje, to bi bilo zanimivo. 1-2
idealno za me. 1-2 dobra intervjuja, pa konc. Zato, kar jaz sem videl, že takoj se začneš ponavljati. Vprašanja se ponavljajo. Doskrat novinarji si niti ne izmislijo novih vprašanj, ampak pogledajo, kaj je bilo že vprašano. In se potem vrnajo k temu in to pol ponavljaš. To mene malo truje, ne vidim smisla nobenega. Zato, ker te stvari so objavljene na spletu. Zakaj 10-krat eno in isto, če že pol kaj novega vprašati, če že delamo to. Je pa tudi, se treba zavedati, enkrat je treba postaviti piko. Ne moreš se sam s tem ukvarjati zdaj. Moraš pisati kaj novega. Bronja je sama govorila, se spomnim, tam po 100 ali 150 intervjuja, zdaj pa konc, ker se lahko sam to celo življenje zdaj delam naprej. Jaz se strinjam s tem, po mojem ni smiselno več kot toka. No, zdaj me spet, v bistvu sem te to že na začetku vprašala, pa mogoče nisem dovolj jasno vprašala. Torej, vsa to vprašanje, ki jih dobiš od novinarjev, od javnosti in tako naprej, torej, seveda, vedno se vse vrti v istem krogu. A so vprašanja, o katerih bi sam rad govoril, pa do tega v bistvu ne prideš? Ma ne, niti ne. So vprašanja, Agni je take vrste zelo osebna literatura v podtekstu. Jaz tega podteksta ne razkrivam javno. Jasno je, da je tam neki podtekst, ampak v vseh stvareh ne moreš govoriti tako odkrito. Jaz sam s tem postavljam ene meje, če že koga kaj zanima, pa bi kaj brklal v tej smeri, rečem, da to pa ne. No in to mislim, potem spoštujejo sami novinarji. Dobro, torej o družini, o zasebnosti ne govoriš, ampak sem pa videla, da zelo rad govoriš o kmetovanju. Ne vem, spomnim se tudi intervjuja za ruski časopis, ki pojma nimam, po moje pa je šel v nakladi nekih, kaj pa vem, 2 milijona izvodov. Ne, hecam se, ne vem. Kateri bi bil naslov, kako že slovenski kmet, ki prevaja Tolstoja. To je Pavel Basinski, se ga poznate, ki je bil ruski pisatelj, ki je napisal biografijo Tolstoja in je bil na gostovanju v Sloveniji. Jaz kot njegov prevajalec sem ga pa rihtal tukaj. No, on hkrati dela tudi kot novinar za časopis Rossijska gazeta, to je ruski vladni časopis, dela intervjuje z drugimi avtorji, s katerimi se srečuje. On je pač sklenil, da bo združil koristno s prijetnim ali pa koristno s koristnim in je zraven, potem, ko sem jaz naredil intervju z njim, še on naredil intervju z mano in je pač pol poudaril, novinarji pol zmer poudarjajo ene take stvari, s katerimi pritegnajo pozornost. Ruski kmet, ki prevaja Dostojevskega. Slovenski kmet, ki prevaja slovenski kmet, tako. No, to ni nič takega posebno. Ja, lejte, jaz sem od 30. leta pa do zdaj se intenzivno ukvarjam z vrtnarjenjem, s končerejo. To so stvari, s katerimi se srečujem vsak dan. V zadnjem obdobju temu posvečam malo manj pozornosti, ker sem več v pisanju, ampak še zmeraj toliko in toliko ur na dan delam to in to dobro poznam. V tem lahko nekaj povem, nekaj zanimivega se mi zdi. Dobro, mislim, jaz tudi živim na deželi, meni je to zanimivo. Zanimivo mi je bilo, ko si objavil na Facebooku, da brokoli je letos, mislim, pri tebi doma totalna zgodba, pri nas je totalna suša, tako da ne. Zalivati je treba. Čakam visoke grede, kjer bo to lažje početi, ne? Dobro. Ampak dobro, to kmetovanje, ne, kako bi rekla, boš pri tem, mislim, to je nekaj, kar boš počel v življenju, boš s tem nadaljeval in končereja in tudi družina v bistvu v tem smislu vzgajaš. Je to kaj takega, o čemer ne želiš govoriti, ali so to v bistvu vrednote, ki jih pravzaprav... Ne, o tem lahko govorim. To je v resnici... No, prvič je koristno imeti svojo zelenjavo doma. Vsak, ki ima že sam solato, malo na vrtu, ve, da je to čisto drugačen okus. Sploh sezonsko zelenjavo imeti doma, ki si jo pred pol ure narezal in zdaj ješ to. Jaz včasih kar renčim, ko jemo kosilo. Tako je dobro meni to. To je neprimerljivo s to zelenjavo, ki jo ješ le v mestu, če greš v kakšno restauracijo ali kaj takega. No, to je že prvič. Jaz sem zdaj razbrala tega agnijevskega ognja, oprosti, pri tem renčanju. To je že čist zadost dober razlog, če bi že samo to vzel. Drugič, mene to fascinira čisto osebnostno. Tretjič, to ima vzgojni dober, jaz imam 3 otroke in mi zelo prav pride, da jih nateram
od ekranov stran, da delajo nekaj koristnega, da znajo ločiti brokoli od cvetače, pa peso od paradajza, ne? Ker to v našem času ni več samoumevno, da bi otroci to znali. Da spoznajo še neke druge stvari, ne? Da malo delajo tudi z živalmi, to, da vidijo en realen svet, ne pa samo tiste ekrane. Ne? Zame je to pomemben, čist tak vzgojni element. Jaz sem to imel v svojem otroštvu, sicer sem bil v mestu, ampak čez poletje zmeraj prejeljni ali pa drugi stari mami na vasi in smo stalno pomagali. Ne. Ampak kaj je to? Je to v bistvu recimo filozofska šola torej Boruta Krašovca ali je to, ali najdeš inspiracijo tudi v ne vem, velikanih ruske literature, ki mi je bilo to zelo pomembno? To je zdaj nekaj, kar mi je osebnostno blizu. To je prvič. Drugič pa lahko bi našel tudi pri velikanih ruske, ne samo ruske. Tolstoj se ve, ne, da je živel tak način življenja. Hamsun. Tolstoj, Hamsun, to sta tako pisatelja po tej življenjski poziciji svoji, ki ste mi najbližje. Živeti nekje tam na podeželju, z družino, se ukvarjati z literaturo, ima malo vrtnart, pa to vzgajati otroke. To je moja taka podoba raja na zemlji, ki sem si ga zmožen ustvariti do neke mere sveta. Sedeti v stari Ljubljani v prepolnem lokalu z množico ljudi okrog tebe, ki hodi mimo, te pozdravlja, se hoče s tabo pogovarjati, ni tvoja idealna... Ne, imel sem različna obdobja življenjska, ko sem bil mlajši, ne, do 30. leta sem z veseljem hodil ven s kolegi tam, s kolegicami in to me je takrat zanimalo, iskreno. Ampak pol po 30. letu se pa res nekaj mislim, da se takrat dogaja nekaj na fiziološki ravni. V človeku spremenijo se ene prioritete, čisto globinske, in mene je takrat to tako začelo zanimati, da nisem več zdržal v mestu. Jaz sem živel v Celju, no, ne 7 let, pa prej v mestu stalno sem živel prej, ampak enostavno nisem mogel več zdržati in sem šel tle, v očetovo vas, ko sem se tudi že oženil in brez tega nisem mogel. Imel sem tako zelo močno obdobje fascinacije, da sploh nisem mogel brati leposlovja, recimo nisem mogel brati 7 let sigurno, nisem mogel ene strani prebrati nekega romana, ker mi ni šlo. Bral sem veliko stvarne literature, od teh stvari, s katerimi sem se ukvarjal. Zanimale so me kakšne zgodovinske, etnološke stvari, samo ne, tudi filmov nisem mogel gledati, ne vem kako to. No, to je bilo eno obdobje, ki se je potem končalo, lih enkrat tam, ko sem začel Prilepina prevajati, takrat enkrat se je to končalo in po mojem tudi spet s kakšno fiziologijo povezano. Tako da jaz mislim, ja, da ta fiziologija, ki je velika v romanu Agni, da je to posledica tega, kar jaz čutim v svojem življenju, enih takih podzemnih sil, ki me premikajo, ne da bi jaz lahko to sploh nadziral. Ampak Agni, ne? In te različne perspektive v Agni. Zanima me, kako zelo si se mogel truditi za to, recimo, ko si razmišljal o romanu, pa mislim, sama Agni in torej njen pogled na to, kar se dogaja okrog nje, mislim, v bistvu izjemna redkost v slovenski literaturi, jaz kaj takega še nisem brala. Nisem posebno razgledana zdaj na ta način, da bi se delala, ne vem, hudo specialistko, ampak zanima me, je bilo to zavesten prestop v druge perspektive ali je to prišlo nekako samo od sebe, na podlagi, ne vem, izkušenj, doživljanja narave, vsega tega buhtenja na vašem podeželju, vsega, kar se je tam okrog tebe dogajalo? Zakomplicirala sem, ja, razumeš? To je precej povezano z mojim dojemanjem poetike, tega, kar je zame zanimivo, kar bi bilo zanimivo. Mene zanimajo eni novi pogledi, nove perspektive na svet. To je tisto, kar mi da občutenje umetniškosti, da mi literatura nekaj pokaže z novega gledišča. Vse to je osnovni princip umetnosti. Tudi metafora navadna je neke vrste potujitveni postopek. Jaz te potujitve veliko uporabljam na različne načine. Ne gre samo za perspektive. Gre pa tudi veliko za perspektive, ampak ne samo za živalsko. Živalska je samo ena od potujitev, ki jih uporabljam. Ja, tle sem začutil možnost za neko novo poetiko, neko svežo, nek svež izraz.
Drugič, jaz sem precej, kot sem že rekel, precej svoboden od slovenske literature. Jaz v resnici sploh nisem vedel, ko sem začel pisati, kaj ljudje pri nas piše. Jaz sem vezan bolj na rusko pa svetovno literaturo in to na avtorje, glavnem starejše celo, niti ne to, kar se na novo piše. Na novo poznam nekaj teh ruskih, ki jih spremljam sproti, to, kar sam prevajam, in mi niti niso vsi tako blizu, kar zadeva poetiko. Pelevin meni ni blizu poetično, tako mi je zanimivo, ampak drugače ne. No, tako da... No, ampak ti si bilo vendarle zanimivo, kako ti pišeš ta roman in potem ti ruski velikani tam stojijo ob strani in te v bistvu Ja, to sem si malo zmislil. Vem, da si mislim, tako dobro zgodbo, da jo še enkrat povej, prosim. Te Facebook zapise, jaz na te socialne omrežja gledam resno, se pravi, kot nekaj, kar je koristno in smiselno uporabljati. Se pravi, ne za zajbancijo, ampak kot nekaj, en sredstvo, en medij, s katerim lahko lansiram med svoje potencialno občinstvo, bralsko, ena sporočila, ki si jih želim. In od tega, kakšen bo ta zapis, se mi zdi, je odvisno tudi, ali bo človek pol vzel to knjigo v roke ali ne. In smiselno je, da jaz že ta zapis naredim na taki ravni, da bo on vedel, kaj lahko približno od mene pričakuje. Se pravi, ne samo to, pa to je šlo, juhej, ampak na tak način, da bo nosil to eno informacijo, hkrati pa mogoče celo tudi imelo kakšno estetsko vrednost, tako da bo lahko začutil, zakaj gre. No, jaz sem tam pač zapisal, ja, da je to... da ko sem pisal ta roman, da se je v moj kabinet, da so se natrpali vsi pisatelji, ki sem jih kdaj prevajal in so mi svetovali, so me tam popravljali, ribali, tako naprej. Zdaj, malo banalno zveni, to bi bilo treba prebrati, kako je zapisano. Končaj s Čehovim. Končaj s Čehovom, ker sem ga ravno takrat prevajal, ko sem delal ta zapis, tiste njegove novele za beletrino. Čehov je Boruta lopnil po hrbtu in dejal, zdaj. Zdaj pa bo. Zdaj pa bo, tako. No, publika, ne? Prej si rekel, ja, pa ljudje v bistvu ti ne povejo iskreno in tako naprej. Zdaj, jaz mislim, da na take dogodke, kot je danes, da pridejo ljudje, ki so prebrali tvojo knjigo. Verjetno, če jim ne bi bilo všeč, v bistvu tudi ne bi prišli. Jaz ne grem nikamor, kjer mi ni všeč. Zakaj bi izgubljala čas in hodila na neke dogodke, ne? Zato bi pa jaz tudi probala spodbuditi, v bistvu ti pomagati, spodbuditi to debato, a bi kdo kaj vprašal, recimo. Samo za meso. Ne, samo. No, imel sem tega tudi pasmo, jaz sem take velike mešance v bistvu to, že različne pasme mešam med sabo. Precej naključno, odvisno, kjer pač dobim kakšnega dobrega samca, svežga. Tako da ne, to je izključno za meso, delno tudi zato, ker smo pri nas doma sami taki, ki iz zdravstvenih, za katere je priporočljivo, iz zdravstvenih razlogov, da jemo kunčje meso in pokrijemo recimo tam 60% potreb po mesu, poveklujemo s tem. Ker se tudi nasiteš, več kot toliko ne moreš tega jesti, ker so vsi naveličeni in prav je nasplošno tisti, ki so imeli doma kunce, pol jih v življenju nočijo videti, otroci odrastejo, tako je. Ni nujno res. Ampak Matej, priznaj, pri tvoji bogati karieri, intervjujanju vseh slovenskih in drugih pisateljev, takega odgovora še nisi dobil pravzaprav, ne? Neposredni odgovor se mi zdi, kakšnega sem pričakoval. Če bi pa rekel, da ima recimo nagrajenca na kunčjem svetu v Zagrebu, pa enako. Dobro, okej. No, saj ne vem, zakaj ne bi imel nagrajenca, tudi lahko bi imel tudi to. Lahko bi imel. Ja, odvisno, kakšen tip razstave zdaj to je, ne, veš, ne, Matej, nikoli nisi bil na Radgonskem kmetijskem sejmu, kjer niso samo, veš, to smo mi ljudje s podeželja, drugače gledamo. Skratka, a je še kakšno vprašanje? Torej, pri večini kunčerejcev je to združeno, ne.
imajo in za... Enostavno je, ko rediš, ko izbirajo, tam je stalna selekcija treba delati. Tudi če za razstavo. Ta selekcija, tisto, kar ne pride not, gre v zmrzovalnik ali pa direkt v lonc. Tako je, ne? Jaz sicer nimam veselja, ne vem, zakaj bi to delal, nimam veselja s kakšnimi tekmovanji, razstavami pa tem. Tako da jaz čisto namensko to uporabljam, redim. No, zdaj so sicer svinje bolj popularne, ne? Ampak, mislim, ne ustrezajo dieti. Svinjine ne jem sploh, ker je mastna. Ja. A ima še kdo kakšno vprašanje? Bisere se tudi da gojiti, ko imate vodo tam zraven. Pa to. Ok, dobro. A ima še kdo kakšno vprašanje mogoče? Izvolite, prosim. Samo nekaj rekla glede iskrenosti. Meni je gospod Borut bil neznanka doslej. Ker pa sledim Kresnika danes, in mislim, da bom z veseljem prebrala knjigo po tem pogovoru, čeprav me je tisto, kar sem se prečitala, te knjige, morda celo malo odvrnila. Mene kot tako brala živalska tematika, to me nekako, nisem se znala spraviti tega v neko svoje videnje. Čisto iskreno sem pa danes tu mogoče tudi malo zaradi te Ksenije, ki jo gledam po televiziji. No, in se res veselim tega branja vaše knjige. Res in se zelo zahvalila za nam lep mogočen večer. Tudi ta relacija urednik pa avtor, to mi ni bilo znano, da so to lahko taki globoke spremembe tudi naredijo. Sem pa prejšnji teden en film gledala o tem in sem se malo s tem seznanila, kako daleč lahko to gre. Ker zame urednik ni pomenil, da nič dosti. No. Pa nekaj sem prebrala, nisem pa ne vem, kaj filmi brala. Tako da, hvala lepa. Hvala tudi vam, jaz bi rekla temu v bistvu kvaliteten odziv, ker mislim res, dejansko človek ne pomisli, zdaj tam nekaj slišiš kunci in tako naprej, verjetno tudi kot ti snuješ, kako boš roman potem spravljal med publiko, dejansko kdo si želi brati roman o kunci? Takole, zdaj, iz najnega pogovora ni čist razvidna zdaj tematika romana. Zdaj smo veliko govorili o živalih, ampak živalska tema je približno 10% romana. Tam je več pripovednih linij, človeške, tisto, kar je glavno, je dogajanje v teh človeških linijah. Živalska bolj uporabljam zato, da nakažem nekatere procese, ki se dogajajo v ljudeh, da uporabljam novo perspektivo, novo poetiko, bazen metafor, s katerega črpam, tako naprej. Prosim. Ja, s termovizor je to. To je bilo, sem tudi že večkrat govoril v zvezi s tem termovizorjem, to je bila prvotno kratka zgodba, ki sem jo potem naknadno uvrstil. Povezana je s prvimi zapisi, ki so bili potem uporabljeni za roman, s sceno, ko enkrat sem videl, ko sem poganjal sobno kolo, ko se je na ulici z enim mačkom, ki se je vračal domov, pognala lisica. Jaz sem to naredil zapis za Facebook, ki sem ga potem predelal v kratko zgodbo in tam sem uporabil preskok, prenos perspektive iz človeškega lika na živalski lik in potem nazaj na človeškega. To je bil prvi tak korak v smer živalske perspektive in takrat me je zanimalo, kako bi jaz to nakazal, da bi bilo poetološko prepričljivo, da gre za neko drugačno recepcijo sveta, kot je človeška. Jasno je bilo, da moram poudariti pomen voha. Glede videa pa nisem vedel, kaj bi naredil. Predstavljal sem si, da mora najbrž to izgledati podobno kot infrardeča kamera prikazuje. Ampak te infrardeče kamere jaz tam čist tehnično nisem znal, nisem mogel graditi. Prvotno sem imel, pa ni bilo v redu. Postopek sam me je pa še zmeraj zanimal. In sem rekel, dajmo narediti nekaj z infrardečo kamero. In prvo, kar mi je prišlo na misel, je čist taka stereotip. Želel sem umor, prikazati, kako človek umira, kako je infrardeča kamera, te toplejše dele telesa,
kaže svetlejše. Ne? In potem, ko se on postopno ohlaja, s tem tak močen učinek emocionalni bi lahko dosegel. In prvo, kar mi je prišlo na misel, je upisati umor iz ljubosumja, dva se srečata tam nekje na klopci in on njo bolj po nesreči ubije. Tako je nastala ta kratka zgodba, ki je bila zaradi te novosti postopka zadosti zanimiva, da sem jo potem ugradil v roman in tudi celotno dogajanje romana vodil proti temu finalu. Ker sem ga potem res postavil na začetek iz nekih drugih kompozicijskih potreb. No, ampak če imamo pogled kamere, smo pravzaprav v romanu in njegovem objektivizmu. Sam da oni takrat rok Riješen ni imel, pa Pitor nista imela sodobne tehnologije, da kamera še bolj tako pristala. Ja vem, sem videl, da si... To so ti postopki potujevanja, o katerih mislim, da je Borut govoril. Si imamo tudi v bistvu potujen pogled skozi oči navihane najstnice, gledališke igralke, pa ne nazadnje prevajalca na vaji, ki vidi več, kot vidijo vsi ostali, kar gleda v tla, recimo. To so take manj izrazite potujitve. Ena zanimiva potujitev, na katero so bili malo pozorni, ampak se mi zdi zelo pomembna zame. En tak dosežek je scena prizora, ko pride v čebulnjaku. Ko je prizor napisan iz perspektive živali, ki je v junaku. Pravi, ne iz perspektive junaka, ampak živali, ki je v junaku. Tam je z zamolčevanjem, z čisto tehnično, kako roka tam odmakne eno praprot, kako se premika telo brine v prostoru, kako se skrije recimo za rob vrat, pa to dihanje, ki prihaja iz človeka. To je taka potujitev, ki sem mogoče celo bolj ponosen na njo kot na ta termovizor. Termovizor je malo tako tehnično hladen. Pri teh novoroman jaz tega sploh nisem bral. Bral sem, tisto me ni toliko zanimalo, ker sam postopek je premal. Mora biti ta postopek tako komponiran v celoto, da ni dolgočasno za brati. Jaz pri teh verizmih ponovadi sem se dolgočasil. Lahko vzameš kaj o tem kot postopek, ampak sam ne bi pisal na ta način, kot so oni pisali. Umetniško delo, ki je zanimivo, ki potegne, ne? V bistvu je to tvoje pravilo, ne? Ima še kdo kakšno vprašanje? Gospa, izvolite. Ja, o tem smo malo govorili, ne, da so roman ima podtekst, katerem več kot toliko nisem pripravljen povedati. Ne. To je prvič. Drugič pa mene je veliko noter tukaj v različnih likih. Ne samo v moškem predvsej, ampak tudi v ženskih likih. Uporabljaš kot pisatelj vse mogoče gradivo, ki si ga doživel v najrazličnejših situacijah življenjskih, kakšne take čist mikrozgodbice, ki dodajo romanu verodostojnost. Ki ga uporabljaš, te mikrozgodbice sem uporabljal recimo lahko za ženske like, tam, ki si jih sam ne bi mogel izmisliti iz glave. To je zelo pomembno, da črpaš, da jemlješ iz življenja, ker enih stvari se enostavno ne moreš izmisliti. Non posso parlare, recimo, če ste brali, to Ani je bilo zelo všeč, to se je zgodilo z mojo staro mamo, ne, ko je bila v zadnjih letih življenja. Ne morem govoriti italijansko. Tam ogromno je posuto po romanih enih takih mikrozgodbic, no, tako, ogromno. Tako da ves roman sem jaz, popolnoma, in Kunka in vse to sem jaz. To je šlo vse skozi, ne more biti drugače. To ni, zmeraj je pri pisanju, pri petju. Jaz sem veliko delal
s pevskimi zbori, ki sem še živel v Celju na tistem mladinskem festivalu zborovskega petja in sem delal s temi ruskimi zbori in smo pol pili in peli tudi sami že po končanem programu in se spomnim, da mi je ena govorila zborovodkinja, fajn je, da poješ iz prsi, to je vsekakor bolj, kot če poješ iz glave, ampak v resnici tisto pravo petje je iz trebuha. No in pri pisanju je isto, iz trebuha mora iti, ne iz glave. Ne? Tako da ja, tisto vse, kar je v romanu dobrega, je prišlo iz trebuha. Ne? Sam zdaj kopati po svojem drobovju pred bralskim občinstvom na ta način, da bi razkrival neke stvari, ki jih mogoče niti sam ne poznam toliko dobro do konca, za kateri sem sploh pisal roman, da sem si nekaj razkril o tem, a ne. Več kot toliko ne moreš o tem govoriti osebno, to so preveč osebne stvari, razumete? Vprašanj ni več. No, jaz mislim, da v bistvu, Borut, da si ogromno povedal. Nekaj, kar smo že vedeli, kar smo že slišali. Sem ti hvaležna za tvoje odgovore in se veselim vsake nove stvari, ki jo boš še napisal. Imam pa seveda tudi prijetno dolžnost, da vas zdaj vse povabim, ker so Borutove knjige seveda tamle na voljo. Borut jih bo tudi podpisal. Mogoče še tako odgovoril tudi na kakšno vaše vprašanje, ki ga nočete postaviti zdaj pred celo publiko. Poleg tega so tam brezalkoholni, ampak zelo vabljivi napitki in so me opozorili, naj vas prijazno povabim, da si postrežete tamle pri pultu. Tako da hvala lepa. Borut, bi še kaj dodal? Berite dobre knjige. Kako se že nadaljuje? Berite vse drugo? En citat iz Dostojevskega. Berite dobre knjige, za vse drugo bo poskrbelo, življenje bo poskrbelo za vse ostalo. Tako. Odličen konec. Hvala.